Gledate oddajo Klepet ob kavi. Lepo pozdravljeni, danes pa kar mečkan kruta resnica. Ne? V letu 2016 je bilo proizvedenih 335 milijonov ton plastike. Ja, gre za material, ki se razgraja vsaj 500 let. In ker so nas te številke res mečkan šokirale, smo se z Anito odločili, da danes rečeva eno na to temo in tudi našim gledalcev pravzaprav ponudiva možnost, kako sami lahko prispevamo k temu, torej, da smo čim manjši porabniki pravzaprav plastike. Je tako? Ja, res je. Vsak sam lahko kar veliko naredi, da vsi skupaj potem vplivamo na to sliko, da bo čez leta malo boljša. Zdaj, plastika je pravzaprav škodljiva za okolje, živali in sam prostor. Zakaj? Pravzaprav, kje je problem? Zaradi tega, ker v bistvu vse to se razgrajuje vsaj 500 let, doskrat tudi več, odvisno zdaj katera plastika, točno, in polna je hormonskih motilcev. In to povzroča v našem telesu hormonsko neuravnovešenost in s tem dejansko en kup zdravstvenih težav, slabo počutje. To je največji problem ravno v tem. Ja, no in zdaj gremo zelo konkretno, ne, kot veste, seveda so največji problem, torej, ko govorimo o plastiki, stvari, ki se torej razgrajujejo, mogoče tako, ko se reka, zelo predolg, oziroma absolutno predolg časa, nekatere se pa tudi pravzaprav skoraj ne. To so kakšni kozački za napot, pa najlon, prozorna folija za hrano, igrače pa vrečke, ne. To so stvari, ki res trajajo zelo dolgo časa, da se torej reciklirajo. Kako pa lahko konkretno, če se osredotočimo recimo pri osebni negi, ne? Torej, katere so tiste stvari, ki jih lahko sam posameznik torej pripomore k temu, da uporablja čim manj plastike? Seveda, že na primer, če gremo v našo kopalnico, zobno ščetko lahko zamenjamo plastično za bambusovo, tekoče milo, katerega smo kupili, zamenjamo za trdo ali pa sami izdelamo tekoče milo, šampon, balzam za lase spet lahko zamenjamo za trdo milo in potem lahko na primer palčke za čiščenje ušes, imamo bambusove palčke. Tako, to so ene te stvari. Kaj pa za te britvice? Ja, je veliko boljše, da si kupimo tako, kot so imeli včasih, ko je ena tale britvica in potem se samo rezila menjajo, ne pa tele za enkratno uporabo. Pol tudi glede recimo make-upa, odstranjevanje make-upa, ne? Ja, to je veliko možnosti. Naprimer, lahko si ga, ne rabimo zdaj kakšnih robčkov ali pa en kup teh čistil, lahko si odstranjujemo s kokosovim oljem, tudi s kakšnim mandljevim oljem, potem ne rabimo teh vatk spet za enkratno uporabo, obstajajo pralne bambusove, lahko z njimi zamenjamo. No, evo, jaz pa že zdaj vidim, da po kopalnici moram zavedati. Ja, tudi ženske vložki, da lahko zamenjamo navadne konvencionalne za pralne ali pa za menstrualno skodelico. Kaj pa plenice? Ki so plenice, tudi lahko zamenjamo za pralne. Kako simpel. Anita, ti to tako simpel poveš, da pa si vsi rečemo, zakaj mi tega še ne delamo? Ne? Evo, zdaj imamo klicaj, da pa dajmo nekaj torej spremeniti. Kaj pa recimo, če se osredotočiva na manj plastike v domu? To so pa čistila. Mi imamo en kup čistil, čistilo za to, za vsak prostor imamo kakšno drugo čistilo, pa za vsak material imamo drugo čistilo in vse to je seveda lepo zapakirano v enem kupu plastike. To ni v redu. Veliko boljše, da dejansko sami izdelamo svoje čistilo. Naprimer, skombiniramo limono pa sodo bikarbono ali pa kis pa sodo bikarbono, zmešamo z vodo in imamo svoje čistilo. Potem tudi krpe, lahko kupimo pralne in se to pere leta in leta lahko, pa se zamenja. To potem tudi, dejansko skoraj vsa čistila lahko sami izdelujemo, tudi pralne praške, na kateri izdelujejo sami, ali pa se gledamo, da kupimo ekološke. Pa ločevanje smeti recimo, ne? Ja, definitivno. To je taka velika stvar, ki jaz upam, da sicer večinoma doma že počnemo, ne? To se mi zdi, da je že krno, ampak okej, verjetno je tudi tukaj še dosti prostora za narediti, tako da ja, definitivno. Tle imam še nekaj na svetu, to boš ti zihar vedela. Prozorna folija za živila. Ja, to je lahko zamenjamo, če hočemo kaj zapreti v njo, imamo kakšne silikonske pokrove, lahko pa samo hrano pokrijemo. Potem, naprimer, če so kakšne vrečke v skrinjo, da hočemo kaj spraviti, ne rabimo v plastične vrečke, lahko kupimo lepe steklene posode in jih imamo pač še boljše, dejansko lepš vidimo, kaj je noter in tako. Pa kapsule za kavo recimo, ne, to je tudi veliko plastike, vem, kaj prijankam, pa dobim to kavo, pa vem, kaj polo gre v smeti vse. Kavico iz džezve lepo ali pa, to je še najbolj enostavno, da se jo kar tako skuha kot včasih. Tlele imam napisano jaz tudi še plastična vrečka. Evo, dajmo enkrat to za vselej rešiti. Kako lahko plastično vrečko zamenjamo? S kakšno vrečko? Jaz bom balba. No, vidite, to seveda se tudi v trgovina že dobi, ne? Ja, povsod se dobi. Vem, da nekaj časa vmes plastičnih pravzaprav nismo mogli dobiti. Zdaj so pa spet nazaj. Zakaj zdaj?
Kdo ve. To je bilo res tako pred parimi leti, dejansko se je vse to spremenilo, se kar ni dalo dobiti, zdaj so spet. Tako da ne, seveda lahko zamenjamo za bombažno vrečko in pa tudi vrečko za sadje, dejansko lahko tudi imamo. Lahko si celo sami iz kakšnih starih zaves šijemo za vrečko za sadje, a lahko se pa tudi kupi v Šparu, vem, da sem videla pa tako. Kaj pa plastenke za vodo? To imam pa steklenička ali pa dejansko gremo po izvirsko vodo in jo natočimo v steklene steklenice in je to to. No, evo, simpel, ti to tako simpel poveš, Anita, res se pravim. Ok, še ena taka stvar je za vse tiste, ki se radi odpravljamo na pot, ne, in potujemo. Torej, na kaj moramo biti pozorni? Ker takrat smo pa kar veliki potrošniki plastike, ne? Ja, sigurno nam zapaše kakšna kavica ali pa čajček. To si lahko že prej kupimo, naprimer lonček, termolonček, v katerega bomo pač to nalili in ga seveda imamo za kar en lep čas. Tudi vodo si že prej doma pripravimo, lepo v steklenice. Ni treba, da potem kupujemo to plastiko. Kakšen sendvič ali pa kaj drugega za malico si lahko pripravimo doma in lepo nesemo sabo v stekleni posodi, lahko tudi v kakšni papirnati, bambusovi. Včasih so tudi fajn, se da uporabiti kozarce za vlaganje, za kaj. Pribor lahko dejansko svoj nesemo sabo in ga enostavno odnesemo domov, potem operemo. Če ga že nimamo, lahko kupimo leseni pribor, da spet nismo pri plastiki. Pa še slamce moramo omeniti, ne? Slamce pa, če že morajo biti, dejansko smo lahko brez njih, ampak če že so pa lahko kovinske, lahko so tudi take papirnate, malo trše, zdaj že pridejo. No, potem imamo tudi te plastične razne, bom rekla, lončki za sladoled, recimo, ne, to tudi, ne. Mislim, koliko je teh malenkosti, zdaj, ko pomislim, ne, to je noro. In pa seveda, kot sva rekli, torej plastični lončki in pa pokrovi za tople napitke, torej napitke jih zamenjamo za steklene, ne. Tako, ja, za steklene ali pa si lahko tudi sami kupimo kakšen tale termolonček, pa ga imamo potem za dlje časa. Za leta in leta. No, in potem je še ena taka tema, brez katere ne moremo in verjetno boste tudi sami ugotovili, da takrat pa res ne veliko stvari plastičnih ostane in to so različna praznovanja. Sploh jaz, ko spomnim kakšna otroška, ne, ali pa kakšni pikniki, veliko plastike ostane. Ogromno. Ponavadi je na takšnih stvareh res ogromno. Že če samo pogledamo, vsi radi vidimo, če je praznovanje, da je veselo, da se že takoj vidi. Se pravi, polno balonov. Ja, to jih lahko nadomestimo. Obstajajo takšne v bistvu papirnati, pompom se reče. Tako so taki krogci, lepi, simpatični. Potem dejansko tudi vse se dobi že narejeno iz papirja. Tudi darilo ne rabimo zaviti v celofan, lahko ga zavijemo v ekološki papir. Igrače za otroke kupimo namesto navadnih, kupimo ekološke igrače, lahko so lesene. Tako, torej zdaj za praznovanje nam je vse jasno, kaj si lahko pridobimo, da bomo seveda pri tem čim manj potrošni, kar se tiče plastike. Kaj pa so še stvari v vsakdanjem življenju, pravzaprav na katerem da pozabimo, pa so zelo bistvene, pa lahko recimo veliko pripomoremo? Ja, dejansko lahko že gledamo na naša oblačila. Super je, da izbiramo kakšne ekološke materijale, naravne, se pravi svila, lan, volna, ekološki bombaž, ker sicer je v naših oblačilih spet polno tele mikroplastike. Pa tudi second hand mi pride v bistvu naprej, ne? Ja, second hand je tudi super varianta, da se pač vsaka stvar, ki je izdelana, čim dlje časa uporablja, ne pa da jo nekdo nosi enkrat, dvakrat pa zavrže. Na ta način se tudi precej zmanjša. In tudi, naprimer, pomembno je, da vse izbiramo, tudi zavese. Zavese je pomembno, z kakšnega materijala so. Dejansko karkoli kupimo, da res imamo eno tole zavest o tem, da gledamo, da je iz ekoloških materijalov. Ok, pa tudi, ko gremo recimo na morje, na dopust, ne, na plažo, tam tudi marsikaj se da narediti, ne? Ja, seveda, tam se da marsikaj narediti, že samo mi ponavadi vlečemo en kup plastike s sabo, pa ena, druga, tretja napihljiva stvar in tudi vidimo en kup plastike, kako ležijo odpadki na plaži, tudi v morju in tako in seveda lahko tudi tam to malo pospravimo. No, poleg tega recimo jaz bi pomislila še na to, da se odpovem kakšnim raznim naročninam, na kakšne take te, se veš, reklame. Na reklamni material, ne, ker to itak samo Ja, velikrat sploh ne pogledamo ali pa mogoče na hitro prelistaš in vržeš dejansko brez veze. Vsi imamo na telefonu internet, vsi si lahko na ta način preverimo izredno hitro in res ne treba okolje še dodatno s tem obremenjevati. Lahko si damo pa en izziv. Evo, drage gledalke in cenjeni gledalci, zakaj si ne bi mi zdaj en izziv postavili, tako kot imamo v naši oddaji radi nove izzive, če se spomnite, nedavno sem tudi jaz enega uspešno opravila, 30 dni sem bila brez cukra in ne vem, zakaj ne bi še drugega probala in sicer torej, da 30 dni poskušam torej ne proizvesti plastičnih odpadkov.
težka. Ta bo pa zelo težka, ampak glede na to, Anita, kako si ti danes to vse simpel povedala, se mi v bistvu ne zdi izziv tako težek, sam priprav se je treba, ne? Tako, seveda se je treba pripraviti, tudi naredimo načrt, tudi prej že razmislimo, v kakšno trgovino bomo šli, ker v določenih trgovinah lahko tudi kupimo na rifuzo, se pravi, pridemo s svojo embalažo in si samo napolnimo, potem tudi že vnaprej vemo, kje imajo določene stvari samo pakirane, tudi doskrat pri sadju zelenjavi in seveda ne gremo tam, bomo kupili na tržnici ali pa v kakšni drugi trgovini. Tako dejansko mislim, da je definitivno najprej treba en super načrt in potem ga pa da sledimo. Tako kot pri vsakem izzivu pravzaprav, ne? Ja, Anita, najlepša ti hvala za vse te besede. Jaz seveda upam, drage gledalke in vsi gledalci, da ste se res, da ste si mogoče to zapisali kakšno, ker jaz vem, da bom danes začela kar v svoji kopalnici. Super. Anita, najlepša hvala za vse povabilo. čudovite informacije in upajmo, da bo res plastike prihodnje leto manj. Evo, da bomo skupaj naredili nekaj na tem. Hvala ti. Hvala.